smo pri potoku Hinja, ki je v času druge svetovne vojne bila meja med Nemčijo in Italijo. Ob tem potoku so v zimskem času, leta 1941, naredili koridor 50-metrski, ki je bil obdan z žico, namenjen je bil z zavetiščem in pa pot je vodila vse do Kala in še naprej. Zdaj pa greste lahko z mano, kjer si lahko pogledate spominsko obeležje in pa mejni kamen, ki so ga pred časom postavili krajevna skupnost Šentjanž. Pojmo pogledat. Sicer pa tukaj je zelo aktivno tudi društvo in pa obstaja tudi pot po poteh Milana Majcna in verjetno tudi ravno ta pot meje v tem vojnem času. No, kaj zdaj tu vidimo? Mejni kamen in pa spominsko tablo za obiskovalce kot spomin in pa opomin na ta čas. A lahko prebereš, kaj piše na tistem mejnem kamnu? U25. Preko tega mosta je potekala razmejitvena meja med okupatorji slovenskega ozemlja v času od leta 1941 do 1945. Vaša družina je imela pa na nemški strani gostilno. Tako je. Kako se je temu kraju reklo? Veliki Cernik. Ja, in tam so, kot ste prej rekli, je bila tam gostilna s 3 napisi. Tako je, tam je bila gostilna s 3 napisi. Na sami stavbi, na fasadi je napis Gasthaus Johann Lamovšek. Obstajala je tudi italijanska tabla in pa slovenska je pa še gostilna Janez Lamovšek. Gostilna je delovala do konca druge svetovne vojne, ko pa so hoteli podržavati, so seveda gostilniško obrt zaprli. Mi je pa oče govoril, da ne bi že prišli v gostilniški pribor, žlice in pa krožnike štet, da bi jo lahko podržavali. A so kaj v družini ali pa sorodniki ali pa znanci ali pa kralji tu rekli, kako je bil tu prehod čez mejo? Kako so Italijani prihajali do vaše gostilne? Tega pa ne vem. Aha. Kar se ne ve, se ne more povedati. Ok, super, hvala. Hvala vam.